Močilar mi je časi kaj razkladal o nekdanjih časih, kako so ljudje živeli in kako so imeli to in to reč med sabo. Nekoč, v nedeljo popoldne, mi je v lipovi senci na klopi pravil naslednjo povest. V notranjem stoji vas, vrh po imenu. V tej vasici je živel v starih časih Krpan, močan in silen človek. Bil je neki tolik, da ga ni kmalu takega. Dela mu ni bilo mar, ampak nosil je od morja na svoji kobilici angleško sol, kar je bilo pa že tistikrat ostro prepovedano. Pazili so ga mejači, da bi ga kje nehotoma zalezli. Poštenega boja z njim so se bali, ravno tako, kakor pozneje štempiharja. Krpan se je pa vedno umikal in gledal, da mu niso mogli do živega. Bilo je pozimi in sneg je ležal krog in krog, držala je samo ozka gas, ljudem dovoljna, od vasi do vasi, ker takrat še ni bilo tako cest, kakor dan danes. V naših časih je to vse drugače, seveda, saj imamo, hvalo Bogu, cesto do vsakega zevnika. Nesel je Krpan po ozki gazi na svoji kobilici nekoliko stotov soli, kar mu naproti prižvenketa lep voz. Na vozu je pa sedel cesar Janez, ki se je ravno peljal v Trst. Krpan je bil kmečki človek, zato ga tudi ni poznal. Pa se ni bilo časa dolgo ozirati se. Še odkriti se ni utegnil, temveč prime brž kobilico in tovor z njo pa jo prenese v stran, da bi je voz ne podrl. Menite, da je Krpana to kaj mudilo, kali? Bilo mu je, kakor komu drugemu stol prestaviti. Cesar, to videvši, veliko čijažu, da naj konje ustavi. Ko se to zgodi, vpraša silnega moža: Kdo pa si ti? Ta mu da odgovor: Krpan mi pravijo, doma sem pa z vrha, od Svete Trojice, 2 uri hoda od tukaj. Kaj pa nosiš v tovoru? Cesar dalje vpraša. Krpan se naglo izmisli in reče: kaj, kresilno gobo, pa nekaj brusov sem naložil, gospod. Nato se cesar začudi in pravi: Ako so brusi, po kaj so pa v vrečah? Krpan se ne umišlja dolgo, ampak urno odgovori, kakor vsak človek, ki ve, kaj pravi: Bojim se, da bi od mraza ne razpokali, zato sem jih v slamo zavil in v vrečo potisnil. Cesar, ki mu je bil menda silni možak všeč, dalje pravi: Ti veš, kako se taki reči streže? Kaj pa, da si koniča tako lahko prestavil? Res nima dosti mesa, pa ima vsaj kosti. Krpan se malo zareži in pravi: Vem, da imajo vaši konji več mesa, pa vendar ne dam svoje kobilice za vse 4, ki so tukaj napreženi. Kar se pa tiče prestavljanja, gospod, upam si nesti 2 taki kobili, 2 uri hoda in tudi še dalj, če je treba. Cesar si misli: To velja, da bi se zapomnilo, in veli pognati. Minilo je potem leto in nekateri dan. Krpan je pa z mirom tovoril po hribih in dolinah. Kar se pripeti, da pride na Dunaj strašen velikan, Brdavs po imenu. Ta je vabil, kakor nekdanji Pegam, vse junake našega cesarstva v boj. Ali cesar pa tudi ni imel tako boječih ljudi, da bi dejal: Nihče si ni upal naden. Toda kdor se je skusil z njim, gotovo je bil zmagan. Velikan pa ni bil mož usmiljenega srca, ampak vsakega je umoril, kogar je obvladal. To je cesarju začelo iti po glavi. Lejte, sino,
Kaj bo, če se Brdavs ne ukroti? Usmrtil mi je že vso največjo gospodo. Presneta reč vendar, da mu nihče ne more biti kos. Tako je cesar toževal, Kočijaž ga je pa slišal. Pristopite daj z veliko ponižnostjo, kakor gre pred tolikim gospodom, in pravi: Cesarost, ali več ne morete pametovati, kaj se je godilo pred lansko zimo blizu Trsta? Cesar vpraša nekoliko nevoljen: Kaj neki? Kočijaž odgovori: Tisti Krpan, ki je tovoril s kresilno gobo in brusi, ne veste, kako je kobilico v sneg prestavil, kakor bi nesel skledo na mizo. Če ne bo Krpan Brdavsa premogel, drugi tudi ne, tako vam povem. Saj res, pravi cesar, precej se mora pon poslati. Poslali so veliko, lepo kočijo po Krpana. Ta je bil ravno ta čas natovoril nekoliko soli pred svojo kočo. Mejači so bili pa vse čisto ovedeli, da se zopet napravlja po kupčiji. Pridejo tedaj naden, ter se ga lotijo. Bilo jih je 15. Ali on se jih ni ustrašil? Pisano je pogledal in prijel prvega in druge z njim omlatil, da so vsi podplate pokazali. Ravno se je to vršilo, kar se v četvir pripelja nova, lepa kočija. Iz nje stopi cesarski sel, ki je vse videl, kar se je godilo. In naglo reče: Zdaj pa že vem, da sem prav pogodil. Ti si Krpan z vrha od Svete Trojice, kaj ne? Krpan sem, pravi ta, z vrha tudi, od Svete Trojice tudi. Ali kaj pa bi radi? Če mislite za voljo soli, kaj, svetujem, da mirujte. 15 jih je bilo, pa se jih nisem bal, hvalo Bogu, samo enega se tudi ne bom. Sel pa, ki gotovo ni vedel, zakaj se meni od soli, reče na to: Le urno zapri kobilo v konjak, pa se hitro pražnje obleci. Pojdeva na Dunaj, do cesarja. Krpan ga nevirno pogleda in odgovori: Kdor če iti na Dunaj, mora pustiti trebuh zunaj. To sem slišal od starih ljudi. Jaz ga pa menim sabo nositi, kodar bom tovoril in dokler bom tovoril. Služabnik mu pravi: Nikar ti ne misli, da šale uganjam. Saj bi tudi ne bilo zdravo, reče Krpan. Nato zopet govori sel: Kar sem povedal, vse je res. Ali več ne veš, kako si bil umaknil pred lansko zimo kobilico kočiji iz pota? Oni gospod na vozu je bil cesar, pa nihče drug, veš? Krpan se začudi in pravi: Cesar? Menda vendar ne. Cesar, cesar, le poslušaj. Prišel je zdaj na Dunaj hud velikan, ki mu pravimo Brdavs. Tak je, da ga nihče ne ustrahuje. Dosti vojščakov in gospode je že pobil. Pa smo rekli: Če ga živ krste zmore, Krpan ga bo. Lej, ti si zadnje upanje cesarjevo in dunajskega mesta. Krpana je to s pridom utešilo, ter jako dobro se mu je zdelo do vsega, kar je slišal, in reče tedaj: Če ni drugega, kakor tisti prekleti Brdavs, poslušajte, kaj vam pravi. 15 Brdavsov za malo južino, to je meni toliko, kolikor vam kamen poriniti čez lužo, ki jo preskoči dete 7 let staro. Samo varite, da me ne boste vodili za nos. To reče in brždene so v skobile, kobilo pa v konjak, gre v kočo, ter se pražnje obleče, da bi ga pred cesarjem ne bilo sram. Ko se preobuje, ven priteče in sede v kočijo, ter naglo zdrčita proti Dunaju.
Ko prideta na Dunaj, bilo je vse mesto črno pregrnjeno. Ljudje so pa klavrno lazili kakor mravlje, kadar se jim zapali mravlišče. Krpan vpraša: kaj pa vam je, da vse žaluje? O, Bardaus, Bardaus, vpije malo in veliko možje in žene. Ravno danes je umoril cesarjevega sina, ki ga je globoko v srce pekla sramota, da bi ne imela krona junaka pod sabo, kateri bi se ne bal velikana. Šel se je z njim skusit, ali kaj pomaga, kakor drugim, tako njemu. Do zdaj se še nihče ni vrnil iz boja. Krpan veli urno pognati in tako prideta na cesarski dvor, ki pravijo, da je neki silo velik in jako lep. Tam stoji straža vedno pri vratih, noč in dan, v letu in zimi, naj bo še tako mraz. In brž je zavpila o Krpanovem prihodu, kakor imajo navado, kadar se pripelja kdo cesarske rodovine. Bilo je namreč naročeno že 14 dni, dan za dnevom, da naj se nikomur in nikoli ne oglasi, samo ta čas, kadar se bo pripeljal tak in tak človek. Tako so se veselili Krpana na Dunaj. Kaj bi se ga pa ne? Presneto jim je bila huda za nohti. Ko cesar sliši vpitje, precej ve, kdo je, in teče mu naproti, pa ga pelja v gornje hrame. Čudno lepo je tam, še lepše kakor v cerkvi. Krpan je kar zijal, ker se mu je vse tako grobo zdelo. Cesar ga vpraša: Krpan z vrha, ali me še poznaš? Kaj bi vas ne, odgovori on. Se ni več kot 2 leti, kar sva se videla. No, vi ste še zmerom lepo zdravi, kakor se na vašem licu vidi. Cesar pravi: kaj pomaga ljubo zdravje, ko pa drugo vse narobe gre? Saj si že slišal od velikana. Kaj deš ti, kaj bo iz tega, če se kako kaj ne preonegavi? Sina mi je ubil, lej. Krpan odgovori: koga bo drugega? Glavo mu bomo vzeli, pa je. Cesar ga žalosten zavrne: menim da, ko bi jo le mogli. Oh, ali ni ga mislim pod soncem junaka, da bi vzel Bardausu glavo? Zakaj ne? Slišal sem, pravi Krpan, da vsi ljudje vse vedo, na vsem svetu se pa vse dobi, pa bi se ne dobil tudi junak nad Bardausa. Kakor sem uboren človek, ali tako peklensko ga bom premikastil, da se mu nikdar več ne bodo vrnile hudobne želje po Dunaju razsajati, če Bog da, da je res. Kdo bi bil cesarju bolj ustregel, kakor te besede? Le nekaj ga je še skrbelo, zato pa tudi reče: da si močan, tega si me preveril. Ali pomisli ti, on je orožja vajen iz mladih dni. Ti pak si prenašal do zdaj le bruse in kresilno gobo po Kranjskem. Sulice in meča menda še nisi videl nikoli drugje, kakor na križevem potu v cerkvi. Kako se ga boš pa lotil? Nič se ne bojte, pravi Krpan. Kako ga bom in s čim ga bom, to je moja skrb. Ne bojim se ne meča, ne sulice, ne drugega velikanovega orožja, ki vsemu še imena ne vem, če ga ima kaj veliko na sebi. Vse to je bilo cesarju v pogodu in brž veli prinesti polič vina, pa kruha in sira, rekoč: na, Krpan, pij pa jej, potlej pojdeva orožje izbirat. Krpanu se je to vele malo zdelo. Polič vina takemu junaku. Pa je vendar molčal, kar je preveliko čudo. Kaj pa je hotel? Se menda je že slišal, da gospoda so vsi malojedni zato, ker jedo, kadar hoče in kolikor hoče kateri, zgolj dobrih jedi. Ali kmečki človek, kakor je bil Krpan, ima drugo za bregom. On tedaj použije, ko bi kvišku pogledal, ter naglo vstane. Cesar je vse videl in ker je bil premeten mož, tudi precej spoznal, da takemu truplu se morajo večji deleži meriti. Zato so mu pa dajali od tega časa, dan na dan, dokler je bil na Dunaju, 2 krači, 2 četrti janca,
3 kopune in ker sredice ni jedel, skorje 4 belih pogač z maslom in jajci omešenih. Vino je imel pa na pravici, kolikor ga je mogel. Ko prideta v orožnico, to je tisto shrambo, kjer imajo orožje, namreč sablje, meče, jeklene uklepe za na prsi, čelade in kakor se imenuje to in ono, Krpan izbira in izbira, pa kar prime, vse v rokah zdrobi, ker je bil silen človek. Cesarja skoraj obide zona, ko to vidi, vendar se stori srčnega in vpraša, no, boš kaj kmalu izbral? V čem si bom pa izbiral? Odgovori Krpan. To je sama igrača. To ni za velikana, ki se mu pravi Brdavs, pa tudi ne za mene, ki mi pravite Krpan. Kje imate kaj boljega? Cesar se čudi in pravi, če to ne bo zate, sam ne vem, kako bi. Večjega in boljega nimamo. Na to reče oni, veste kaj, pokažite mi, kje je katera kovačnica. Pelja ga hitro sam cesar v kovačnico, ki je bila tudi na dvoru. Zakaj taki imajo vso pripravo? In tudi kovačnico, da je kladivo in nakovalo pri rokah, ako se konji zbosi, ali če je kaj drugega treba, da se podstavi ali prekuje. Krpan vzame kos železa in najteže kladivo, ki ga je kovač vselej z obema rokama vihtel. Njemu je pa v eni roki pelo, kakor bi koso klepal. Uj, tace žgani, pravijo vsi, ko to vidijo. Še cesarju se je imenitno zdelo, da ima takega hrusta pri hiši. Krpan kuje in kuje, goni meh na vse kriplje, ter naredi veliko reč, ki ni bila nobenemu orožju podobna. Imela je največ enakosti z mesarico. Ko to izgotovi, gre na cesarski vrt in poseka mlado košato lipo iznad kamnite mize, kamor so hodili gospoda poleti hladice. Cesar, ki mu je bil zmerom za petami, brž priteče in zavpije, Krpan! In kaj pa to delaš, da te bes opali? Ne veš, da cesarica raje da vse konje od hiše, kakor to lipo od mize, pa si jo posekal, kaj bo pa zdaj? Krpan z vrha pa, ne da bi se bal, odgovori, kar je, to je. Zakaj pa mi niste druge pokazali, če se vam te tako smili? Kaj bo pa? Drevo je drevo. Jaz pa moram imeti les nalašč za svojo rabo, kakršnega v boju potrebujem. Cesar molči, ker vidi, da ne pomaga zvoniti, ko je toča že pobila, pa vendar ga je skrbelo, kako bi se izgovoril pred cesarico. Krpan tedaj naredi najprvo toporišče mesarici, potem pa obseka pol sežnja dolg, ter na enem koncu jako debel kij, pa gre pred cesarja. Orožje imam, ali konja nimam. Saj menda se ne bova pešla sala. Cesar, za stran lipe še zmerom nekoliko nevšečen, pravi, pojdi, pa vzemi konja, katerega hočeš. Saj vem, da le široko ustiš. Kdaj bom jaz papež v Rimu? Takrat, kadar boš ti zmogel velikana. Če misliš, primi ga, pa mu odstrizi glavo, ako si zakaj, da bo imela moja država mir pred njim, ti pa veliko čast in slavo za njim. Krpan je bil malo srdit, pa vendar jezo pogoltne in reče, kar se tiče Brdavsa, to ni igrača, kakor bi kdo z grma zapodil vrabca, ki se boji vsakega odsepka in kamna. Koliko junakov pa imate, da bi si upali naden? Zapomnite si, cesarost. Kar sem obljubil, storil bom, čeprav od jeze popukajo vsi obrekovalci, ki me mrazijo pri vas. Da bi le vsi ljudje vselej držali se svojih besed tako, kakor se mislim jaz, ako me Bog ne udari, pa bi nihče ne vedel, kaj se pravi laž na zemlji. Toda svet je hudoben,
ter ne pomisli, da je Bog velik, človek majhen. Zdaj pa pojdite. Greva, da konja izbereva. Nočem takega, ki bi pod mojo težo pred velikanom počenil na vse 4 noge, vam v sramoto, meni v sitnost. Dunajčani bi se smejali, vi pa bi rekli, poglejte ga, še konja mi je izpridil. Cesar je kar obsteklev, poslušaje modrost Martinovih ust. In potem gre z njim. Ko prideta v konjak, pa vpraša. Po čem budeš pa konja poznal, je li dober ali ne? Krpan odgovori. Po tem, da se mi ne bo dal za rep čez prak potegniti. Cesar pravi. Le skusi, ali da ravno si prekanjeni tat, storil mi dovolj sitnosti pred cesarico, svarim te, vari se, da te kateri ne ubije, konji so iskri. Martin Krpan pak izleče prvega in zadnjega in vse druge čez prak. Še celo tistega, ki ga je sam cesar jahal samo 2-krat v letu, namreč o veliki noči pa v svetem telesu. To se je menda cesarju posebno pod nos pokadilo. Potem reče Krpan, tukaj ga nimate za moje sedlo, pojdiva k drugim. Cesar odgovori čmirn, če niso ti zate, moraš se peš bojevati. Ti nisi pravdanski človek. Vem, da ga nimam v cesarstvu takega, da bi ga ti zagovednež ne izlekel. Ta je pa že prazna, pravi Krpan. Jaz imam doma kobilico, katere ne izleče noben vaših junakov, stavim svojo glavo, če ni drugače, da ne poreko Dunajčanje, z brdavsom vred, da lažem. Pa ni tista, vpraša cesar, ki si z njo plesal po snegu. Tista, zavrne on. Cesar pa se razhudi rekoč, zdaj pa že vidim, da si bebec. Ali pa mene delaš bebca? Vari se me, Krpane, moja roka je dolga. Krpan pa mu v smehu odgovori, če je s tem dalja, pa vendar ne seže velikanu še celo do pasune, nikar že do brade, da bi ga malo oskubla in zlasala. Ampak pustimo šale takim ljudem v napotje, ki nimajo drugega dela, kakor da z njimi dražijo svojega bližnjega. Meniva se raje od brdavsa, ki še zdaj nosi glavo. Pošljite mi hitro po kobilo. Ali pa naj grem sam po njo? Toda potlej ne vem. Ko bi mene več ne bilo nazaj, Bogu je vse mogoče. Cesar, ko to sliši, urno pošlje na vrh po Krpanovo kobilico. Ko jo pripeljejo na Dunaj, Krpan reče. Zdaj pa le v kup, dunajski junaki, kar vas je še kaj. Moje kobilice, kakor je videti slaba, vendar nihče ne potegne do praga, nikar že čez prag. Skušali so jahači in konjarji in vsi tisti, ki so učeni, kako velja v strah prijeti konja, bodi si hud ali pa krotak. Pa kobilice ni nihče premaknil z mesta. Vsakega je vrgla na gnojno gomilo. Beste lopi, reče eden in drug. Majhno kljuse, velika moč. Prišel je čas boja z velikanom. Bilo je ravno svetega Erazma dan. Krpan vzame kij in mesarico, zasede kobilico, pa jezdi iz mesta na travnik, kjer se je brdav zbojeval. Martina je bilo čudno gledati. Njegova kobilica je bila majhna, noge je imel velike, tako da so se skoraj po tleh za njim vlekle. Na glavi je pa nosil star klobuk
širokih krajev, na sebi pa debelo suknjo iz domače volne. Vendar se nobenega ni bal. Celo sam cesar ga je rad poslušal, kadar je kakšno prav žaltavo razdrl. Ko ugleda brdavs jezdeca, svojega sovražnika, začne s krohotom smejati se in reče: "Ja, ha, 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 ali je to tisti Karpan, ja, ha, 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 ki so ga poklicali nadme tako daleč tam z vrha od Svete Trojice? Ja, ha, 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 mar bi bil raje ostal doma za pečjo, da bi ne cvelil svoje stare matere, ako jo še imaš, da bi ne žalil svoje žene, ako ti jo je Bog dal. Pojdi mi izpred oči, da te videl ne bom, ale naglo, dokler mi je srce še usmiljeno. Če me zgrabi jeza, ležal boš na zemlji krvav, kakor je sam cesarjev sin in 100 drugih." Karpan mu odgovori: "Če nisi z Bogom še spravljen, urno skleni, kar imaš. Moja misel ni dolgo čakati. Mudi se mi domov, za peč. Tvoje besede so mi obudile v srcu živo željo do svoje koče in do svoje peči. Ali poprej vendar ne pojdem, da tebi vzamem glavo? Pa ne zameri. To mi je naročil moj gospod, cesar. Jaz nisem vedel ne zate, ne za tvoje velikanstvo in za vse krvave poboje. Prijezdi bliže, da si podava roke. Nikoli si jih nisva poprej, nikoli si jih ne bova pozneje. Ali pravijo, da Bog nima rad, če pride kdo z jezo v srcu pred sodni stol?" Velikan se nekoliko začudi, ko to sliši, naglo prijezdi, ter mu poda svojo debelo roko. Karpan mu jo pa tako stisne, da precej kri za nohto udari. Brdavs malo zareži, pa vendar nič ne pravi, ampak misli si: "Ta je hud in močan. Pa kaj bo? Kmet je kmet, se ne zna bojevati se, kakor gre junakom." Urno zasukneta vsak svojega konja in zdirjata si oddaleč naproti. Brdavs visoko vzdigne meč, da bi že v prvem odsekal sovražniku glavo, ali tam urno podstavi svoj kij, da se meč globoko zadere v mehko lipovino in preden ga velikan more izdreti, odjaha Karpan z male kobilice, potegne Brdavsa na tla, pa ga položi, kakor bi otroka v zibel deval, ter mu stopi za vrat in reče: "No, zdaj pa le hitro izmoli eno očenašek ali dva in pa svojih grehov se malo pokesaj. Izpovedal se ne boš več. Nimam časa dolgo odlašati. Mudi se mi domov, za peč. Znaj, da komaj čakam, da bi zopet slišal zvon, ki poje na vrhu pri Sveti Trojici." To izreče, pa vzame počasi mesarico, ter mu odseka glavo in se vrne proti mestu. Dunajčanje, ki so do zdaj le oddaleč gledali, pride rok njemu, tudi sam cesar mu pride naproti, pa ga objame pričo ljudstva, ki je vpilo na vse grlo: "Karpan je nas otel! Hvala Karpanu, dokler bo Dunaj stal!" Karpanu se je to kaj dobro zdelo, da je dosegel toliko čast, in držal se je na svoji kobilici, kakor bi šel v gostje vabit. Saj se je tudi lahko. Še tu med nami, če kdo kakega slepca ali belouško ubije, že ne ve, na kateri grm bi jo obesil, da bi jo videlo več ljudi. Ko pridejo v cesarsko poslopje, vsi knezi, vojskovodje in vsa prva gospoda s Karpanom, spregovori najprvo sam cesar in pravi: "Zdaj si pa le izberi. Dam ti, kar želiš, ker si zmogel tolikega sovražnika in otel deželo in mesto, velike nadloge in nesreče. Nimam take stvari v cesarstvu, da bi dejal, ne dam ti je, če jo hočeš. Celo Jirico, mojo edino hčir, imaš na ponudbo, ako nisi še oženjen."
Oženjen sem bil, pa nisem več, odgovori Krpan. Rajnica je umrla, druge pa nisem iskal. Sam ne vem, kako bi vendar, da bi ne bilo meni napak, Bogu in dobrim ljudem pa všeč. Vašega dekleta sem že videl. Če je tudi še tako pametna, kakor je lepa, potlej naj se le skrije moja babnica pred njo v vseh rečeh. Dobrote, res, da je navajena, tistega ne bom dejal, ker je od bogate hiše doma. Pa sej na vrhu pri Sveti Trojici spet nismo zgolj berači. Pri nas tudi skozi vse leto visi kaj prekajenega na ražnju. Samo to ne vem, kako bo. Nesla sva bila z Marjeto v oprtnih košeh enkrat grozdje v Trst. Nazaj grede mi je bila pa ona zbolela na potu. Tako se mi je sitno zdelo, da vam ne morem povedati. Raje bi bil imel, da bi se mi bili utrgali v cerkvi na Ramnici obe kmalu, takrat, ko bi ravno bil sveče prižigal. Ni bilo drugače. Naložil sem jo v oprtni koš, koš pa na pleči, ter sem koračil mastito z njo. Izhajal bi že bil. Semretačka je bila tako majhna, kakor deklina 13 let, pa jih je nadloga vendar imela že 30, ko sva se jemala. Težka tedaj ni bila. Ali kamor sem prišel, povsod so me vprašali, kakšno kramo prodajam. To je presneto slaba krama, babo po svetu prenašati. In ko bi se zdaj na cesti nama spet kaj takega nakretilo, vaših hčeri in pa meni, od tukaj do vrha se pot vleče, kakor kurja čeva. Koša revež nimam, kobilica ima pa samo eno sedlo. Pa bi tudi ne bilo čudo, ko bi zbolela. Se vemo vsi, da take mehkote niso vajene od 5 zjutraj do 8 zvečer cika-coka s konjem. Če se to prav do dobrega vse premisli, menda bo najbolje, da vam ostane cesarična, meni pa vdovstvo, če ravno pravzaprav dosti ne maram zanj. Ali kar Bog da, tega se človek ne sme braniti. Cesarica pa še zdaj ni bila pozabila košate lipe nad kamnito mizo na vrtu. Zato je tudi ni bilo zraven. Poslušala pa je za vrati, kakor imajo ženske navado, ki bi rade vse izvedele. Ko sliši, da cesar ponuja Krpanu svojo hčer v zakon, pride tudi ona in pravi: Ne boš je imel, ne? Lipo si mi izpridil, hčere ti pa ne dam. Ljubeznivi moj mož, menda da ti je kri v glavi zavrela, ne morem ti dobrega reči, da govoriš take besede, ki sam dobro veš, da so prazne, ena in druga. Pa tudi vas naj bo sram, vas, gospodje. Grdo je tako, da se mora kmet za vas bojevati. Še dan danes bi lipa lahko stala, pa tudi velikan več ne imel v glavi, ko bi vi kaj veljali. Pa sej vem, ker so se obabili možje, je vsaka baba neumna, katera se umoži. Res je, Krpan, otev si cesarstvo in tudi Dunaj si otev, zato boš pa dobil vina sod, ki drži 50 malih veder, potem 105 pogač, 20 jancev in pa 48 krač ti bomo dali. Dobro me poslušaj. To moraš pa vse domu na Kranjsko spraviti, ako hočeš. Prodati pa ne smeš cepira, ne tukaj, ne na potu. Kadar boš na vrhu pri Sveti Trojici, potlej pa stori, kakor se ti zdi. In ker zdaj nimamo tukaj nobenega brdavsa več, menda ne bo napak, če osedlaš imenitno svojo kozico, ki praviš, da je kobilica, pa greš lepo počasi proti vrhu. Pozdravi mi tam kaj vse vrhovščake, posebno pa mater županjo. Cesarica je to izgovorila, pa je šla precej spet v svoje hrame. Vseh gospodov je bilo jako sram, kaj bi jih pa tudi ne bilo. Prebito jih je obrenkala, prav kakor takim gre.
Krpan se je pa držal, da je bil skoraj hudemu vremenu podoben. Kakor bi se za mokrcem bliskalo, tako je streljal z očmi izpod srditega čela. Obrvi so mu pa sršele kot dve metli. Da te treni, kako je bilo vsem okoli njega čudno pri srcu. Še cesar je plaho od strani gledal. Cesar? Pa vendar, ker sta bila vedno velika prijatelja, zato se počasi predrzne in reče mu: Krpane, le ti molči, mi dva bova že naredila, da bo prav. Krpan ga pa nič ne posluša, temveč zadene si na desno ramo kij, na levo pa mesarico, stopi k Durim in reče: Veste kaj? Bog vas obvari, pa nikar kaj ne zamerite. Na te besede prime za kljuko, pa kakor da bi hotel iti. Cesar poteče za njim: Čaki no, daj si dopovedati, Bog nas vari, se menda nisi voda. Krpan odgovori: Koga? Menite, da nisem še zadosti slišal, kali? Meni bi gotovo segla brada že noter do pasa ali pa še dalj, ko bi se naučedil vsak teden dvakrat. Pa bo kdo pometal z mano? Kdo je pome poslal kočijo in 4 konje? Vi ali jaz? Dunaja ni bilo meni treba, mene pa Dunaju. Zdaj se pa tak isto dela z mano. In pa še za voljo mesa in vina moram očitke požirati. Že nekatere matere sem jel kruh, črnega in belega, nekaterega očeta vino sem pil. Ali nikjer, tudi pri vas, nisem in ne bom dobil take postrežbe, kakršne je v razdrtem priklinčarju. Ni gorjega na tem svetu, kakor to, če se kaj da, potlej pa učita. Kdor noče dati, pa naj ima sam. Pa tudi, kdo bi mislil, da Lipove pravde še zdaj ni kraja ne konca? Ali je bilo tisto drevesce vaš bog ali kaj? Tak les rase za vsakim grmom, Krpana pa ni za vsakim oglom, še na vsakem cesarskem dvoru ne, hvalo Bogu. Darove pa spet take dajete, da človek ne more do njih. To je ravno, kakor bi mački miš na rep privezal, da se potlej vrti sama okrog sebe, doseči je pa vendar ne more. 50 malih veder vina, 500 pogač, 20 jancev in pa 48 krač. Tako blago res ni siromak. Ali kaj pomaga? Prodati ne smem, z Dunaja na vrh pa tudi ne kaže prenašati. Pa jaz bom drugo naredil, kakor se nikomur ne zdi. Deske si bom znesel na dvorišče in ako jih bo premalo, potlej bo pa drevje zapelo. Vse bom posekal, kar mi bo prišlo pod sekiro, bodi si lipa ali pa lipec, hudo lesovina ali dobro letovina, nad kamnito ali nad leseno mizo. Pa bom postavil sredi dvorišča kolibo in tako dolgo bom ležal, dokler bo sod moker, pa dokler bom imel kaj prigrizniti. Ampak to vam pravim. Samo še enkrat naj pride Brdavs na Dunaj. Potlej pa zopet pošljite pome kočijo in služabnika, ali pa še celo svojo hčer, ki ne maram zanjo malo in dosti ne. Pa bomo videli, kaj boste pripeljali z vrha od Svete Trojice. Ako bo Krpan, mesa in kosti gotovo ne bo imel, ampak iz ovsene slame si ga boste morali natlačiti, pa se ga ne bodo še vrabci dolgo bali, nikar že velikani. Mislil sem iti brez besedice govorjenja. Ker ste me pa sami ustavili, ne bodite hudi, če sem vam katero grenko povedal. Se menda veste, kako je dejal rajnik Jernejko na Golem. Ali ga bom s pogačo pital, kadar se s kom kregam, kar ga bolj ujezi, tomu zabelim. Zdaj pa le zdravje ustanite. Cesar pravi na to: Martin, potrpi no, vsaj ne bodi tako neučakaven. Ti ne pojdeš od naše hiše, verjemi, da ne. Si sem jaz gospodar, veš. Krpan odgovori: Vsak človek je tak, kakršnega je Bog dal. Vsak ima nekaj nad sabo. Kdor ni grbast, morda pa je trobast. Moje obnašanje ni za vas, že vidim, da ne. Tega se tedaj ne menimo, da bi jaz tukaj ostal. Saj tudi kobilica, ki se ji pravi kozica, ni vajena z mirom ob suhi krmi. Doma se je pasla po gozdu,
Na potu pa ob cestah. Na to pristopi minister Gregor, ki je imel ključe od cesarske kase, ker taki imajo za vsako reč posebej služabnika. Minister se oglasi: Cesarost, veste kaj? Vaš norec Stehan je umrl. Včeraj smo imeli 8. dan za njim, Bog mu daj nebeško luč. Stehan in Krpan, to si je nekam jako podobno. Kaj menite? Morda bi le ta prevzel njegovo službo. Nič se ne ve, zvitorepec je, debel je, smešen tudi, jezičen ravno tako, vse krščanstvo ga nima takega. Krpan odgovori: Magister Gregor, veste kaj? Enkrat sem bil vaš bebec, dvakrat pa ne bom. Smejalo bi se malo in veliko meni in moji zarobljeni pameti, ko bi to naredil. Zdaj pa dobro, da mi je prišlo na misel. Kmalu bi bil pozabil, kar imam že dolgo na jeziku. Cesarost, nekdaj ste me bili srečali s kobilico v snegu, kaj ne? Cesar: Bilo je tako, bilo. Krpan: Kaj pa sem nesel na tovoru? Cesar: Bruse pa kresilno gobo. Krpan: To je bilo ta čas, ko ste se vi peljali v Jeruzalem. Cesar: Bosa je ta. V Trst sem šel. Za Jeruzalem toliko vem, kakor za svojo zadnjo uro. Krpan: Jaz pa za bruse in kresilno gobo ravno toliko. Takrat, veste, vam nisem bil resnice povedal, kar mi je še zdaj žal. Angleško sol sem prenašal. Saj se nisem bal pravzaprav ne vas, ne vašega kočjaža, pa taka je le. Kadar se človek zasukne z pravega pota, naj bo še tako močan, pa se vendar boji, če veja ob vejo udari. Na to pravi minister Gregor: Ne veš, da je prepovedano? To je nevaren človek, državi dela škodo. Primite ga, zaprimo ga. Krpan odgovori: Kdo me bo? Morda vi, dolgopetec, ki ste suhi kakor ražen, ki je vas in vašega magistrovanja z vami komaj za polno pest? Z eno samo roko vas porinem čez svetega Štefana streho, ki stoji sredi mesta. Nikar praznih besed ne razdirajte. Cesar pravi: Le ti meni povedi, če bi morda še kaj rad. Midva ne bova v sovraštvu ostala. Ne, če Bog da, da ne. Minister Gregor, ti pa le pusti. Že jaz vem, kako je. Krpan odgovori: Poslušajte me tedaj. Moje otepanje z brdavsom vem, da je imena vredno. Kaj se zna? Morda bodo postavači še celo skladali pripovedovalke in pesmi, da se bo govorilo, ko ne bo ne vas, ne mene, kosti, ne prsti. Če ne bo magister Gregor dal drugače v bukve zapisati, pa naj stori kakor če, meni se ne bo s tem ne prikupil, ne odkupil. Ampak vendar je vsak delavec vreden svojega plačila. To sem v cerkvi slišal. Če je vaša draga volja, dajte mi tedaj pismo, ki bo veljavno pred vsako duhovsko in deželsko gosposko, pa tudi svoj pečat morate udariti, da bom brez skrbi nosil angleško sol po svetu. Če mi to daste, naj bom ves malopridnež, kolikor me je pod klobukom, ako vam bom kdaj kaj opotikal, dokler bom tovoril. Cesar je bil precej pri volji, minister Gregor pa nikakor ni pritegnil. Ali cesar ga ni poslušal, ampak šele dejal je: Gregor, vzemi pero pa zapiši, kakor je Martin rekel. Minister Gregor se je kislo držal, branil se pa le ni, kar so mu veleli, zakaj cesarja se vendar vsak boji. Kadar je bilo pismo narejeno in zapečateno, pravi cesar Krpanu: Martin, ali prodaš meni pogače in vino, pa kar je še drugih reči? Najlaže bo tako, lej. S cesarico bom že jaz govoril, da bo prav. Mošnjo cekino ti dam, ti boš pa blago pustil. Kdo bo to prenašal z Dunaja do Svete Trojice? Krpan odgovori: Pol drugo mošnjo, pa še kakšno krono po vrhu.
Vem, da je lepo vredno, ko bi prodajal brat bratu. Pa naj bo, no, pri vas ne bom na tisto gledal. Samo da jaz ne bom imel pri cesarici zavoljo tega nikakršnih ohodkov. Ne lazim rad okoli gosposke. Pa se imam priče, da ste vi prevzeli vse sitnosti, ki bodo prišle prvič ali drugič iz tega. Dobro me poslušajte. Cesar mu de: nič se ne boj, to bom že poravnal sam, brez tebe. Na, mošnjo, tu je pa še pismo. Saj nocoj tako še ne pojdeš iz grada, če le misliš iti. Priklonil se je že dan, ter noč se bliža. Ali Krpan odgovori: lepa hvala vam bodi najpoprej za pisemce, da ga bom v zobe vrgal vsakemu, kdor me bo ustavljal na cesti. Pa tudi za voljo mošnička se ne bom krčil. Kaj se ve, kaj zadene človeka v neznanju? Morda mi utegne še na hvalo priti. Vselej pravijo, bolje drži ga, kakor lovi ga. Pri vas pa ne bom ostajal čez noč, ako se vam ne zamirim skozi to. Že hudo me ima, da bi spet enkrat bil na vrhu pri Sveti Trojici. Samo še nekaj bi vas rad prosil. Ko bi mi dali človeka, da bi me spremil do ceste. Mesto je veliko, hiš je, kolikor jih nisem še videl, kar se prenašam, ako ravno sem že na reki bil, tudi v Kopru, na Vrhniki in v Ljubljani. Ali tolikih ulic ni nikjer? S kočjažem sva se hitro vozila in toliko vem, kot sem prišel, kakor bi bil imel oči zavezane. Pa sem vendar gledal na levo in tudi na desno. Ali to ni dano vsakemu človeku, da bi vselej vedel, kje je? Cesar mu je obljubil svojega služabnika, potlej mu je roko podal, pa tudi Gregorju velel, da naj mu jo poda. Minister se ni branil, ali vendar je bil za voljo pisma ves zelen od jeze. Krpan zadene kij in mesarico, in to so bile njegove zadnje besede pred cesarjem. Ko bi se spet oglasil kak Brdavs ali kdo drug, se veste, kje se pravi na vrhu pri Sveti Trojici. Pozdravil bom pa že vrhovščake in mater županjo. Zdravi ostanite. Srečno hodi, pravi cesar. Minister Gregor pa nič.